Danes smo se srečali z našimi ribiči. Izjemnega pomena je tudi za njih implementacija razsodbe arbitražnega sodišča, kajti na tak način se lahko uresničujejo tudi njihove zgodovinske pravice. Torej, Republika Slovenija je pripravila vse potrebno za to, da se implementira razsodba in po že 29. bomo nadaljevali z izvajanjem naše suverenosti na morju. Izvajali smo jo seveda že sedaj. To bo postopno in sorazmerno. Vemo, da je meja na morju določena in ni potrebna posebna komisija, ki bi jo določala, tako da je tukaj povsem jasno, kakšne so pravice naših ribičev. Pogovarjali smo se o interventnem zakonu, na podlagi katerega smo jim omogočili in zagotovili nadomestilo za izpad zaradi gospodarskega nezmožnosti lovitve. Nadalje smo se pogovarjali tudi o pravni pomoči, ki jim bo zagotovljena, pa tudi o morebitni škodi, ki bi nastala. Ključno pa je tisto, kar smo se tudi pogovarjali, kako bi neposredno na morju in tudi praktično potem zagotovili varnost, torej operativno. Ministrstva so glede tega že usklajena in jim bo ta varnost zagotovljena. Pogovarjali smo se tudi o zakonu o morskem ribištvu, kateri je sestavni del oziroma uvaja sestavni del prava Evropske unije. Gre za ribiške oziroma zgodovinske pravice, ki so sestavni del Evropske unije in omogočajo, da obe strani pravzaprav te pravice izvršujejo. Tako da smo se pa pogovarjali tudi o tem, ker se zavedamo, da imajo naši ribiči objektivne težave, njihova zmogljivost. Izrazili so pa zadovoljstvo, da trenutno bodo lahko vedeli, kje lahko lovijo in na ta način lahko tudi Republika Slovenija jim omogoči, da se modernizirajo, predvsem pa tudi, da jim zagotovimo neko ustrezno javno službo, ki bo neposreden stik med njimi in pa med vlado Republike Slovenije. Sami omenjate varnost, ne? Na kakšen konkretno način boste, ne vem, pojačali enote policijske, na kakšen konkretno način boste zagotovili tole varnost, ker nekako govori se o nekih možnih konfliktih, o možnih nagajanjih strani sosednje Hrvaške? Bom zato prepustila kar gospodu Šeficu, ki je strokovnjak na tem področju, pa bo odgovoril. Ja. Zdaj, kar se tiče varnosti, je slovenska policija že sprejela določene ukrepe, zato da ima ustrezno število ljudi in sredstev na tem v Slovenskem morju. Mi smo tudi se povezali z drugimi službami, ki izvajajo svoje naloge in pooblastila v Slovenskem morju. Oblikovali smo tudi ustrezno koordinacijo, zato da bodo vsi postopki in aktivnosti usklajeni. S tem se bo seveda povečala tudi naša učinkovitost. Seveda pa usmerjamo vse napore v tem, da bi se izognili takšnim incidentom in da bi lahko ribiči seveda normalno opravili svojo ribiško dejavnost, tako kot tudi vse ostale aktivnosti, da bi potekale normalno in brez seveda konfliktov. Jaz verjamem, da je tudi na strani Republike Hrvaške oziroma hrvaške policije taka želja. Ampak vendarle, če do konfliktov morebiti pride, kakšno možnost ima Slovenija kot takšna, da se, dobro, zdaj v tej fazi govorimo o izogibu tem konfliktom in incidentom, ampak vendarle na kak način, kolikor pride do tega, lahko ukrepamo, kaj lahko storimo? Kot sem rekel, seveda v Slovenskem morju, to je slovensko, bom rekel, ozemlje in seveda policija in vsi ostali pristojni organi bodo ukrepali tako kot povsod drugje, zato imamo ustrezna sredstva, pooblastila in jih bomo tudi seveda izvajali. A ste o konkretnih odškodninah ribičem govorili, kakšen bi bil znesek, odstotek ali meter? To je določeno v samem zakonu. Sledili smo temu, kar so ribiči tudi predlagali, torej da se po dolžinskem metru znesek na meter je 250 evrov, kar pomeni, da bo posameznik na letni ravni dobil najmanjši znesek je 1000 evrov, najvišji znesek pa 10 000 evrov. Se pa to izplačuje v 2 letih, torej v 4 obrokih. So vas seznanili s tem, da niso zadovoljni z tem, da je vgrajen SOPS v evropsko pravni red? Tudi o tem smo se pogovarjali, zavedajo se, da ko smo se dogovarjali o tem, so tudi sodelovali in se z njim strinjali. Zavedajo se, da je trenutno to veljavni pravni red, ki ga ne smemo zanemariti, seveda pa bodo dali svoje pripombe za morebitno nadaljevanje, kako naprej. Kaj pa hrvaške ribiče, ki bojo kršili mejo, kako se boste pa do njih obnašali?
No, seveda meja velja za vse. Tisti, ki bojo imeli seveda eventualno dovoljenje za ribolov v Slovenskem morju, bojo pač lahko normalno izvajali to. Vsi ostali kršijo naše predpise, bojo seveda tudi izvedeni ustrezni ukrepi. Može samo jedno pitanje, Slađana Bukovac, Hrvatska televizija. Molim vas, možete nam reći, pošto nam ranije ide dnevnik, o čemu ćete govoriti u Sečovu? Tako kot smo že včeraj v Lendavi in tudi v Razkrižju, bomo prebivalcem predstavili interventni zakon, katere so tiste pravice, ki jih bodo ohranili in katere so tiste pravice, ki jih bodo na novo pridobili. To je ono o čemu je jučer bila riječ u Lendavi, da će obitelj moći dobiti 100.000 eura u slučaju da se odluče na seljenje ili nešto drugo. To je samo ena od pravic, ki so določene v zakonu. Torej ne gre za to, da družina dobi 100.000 evrov, ampak je zelo razdeljeno v samem zakonu za posameznika, torej enočlansko, dvočlansko in veččlansko družino. Gre pa tudi za vrsto drugih pravic, od socialnih pravic do povračila stroškov do pravic na kmetijskem področju, skratka cele vrste pravic, ki so jih prebivalci pravzaprav želeli, da se uredijo. Kaj pa tista ozemlja? Ni pripadla Hrvaški so tem takem, ampak se pa slovenski prebivalci na tistih ozemljih ne strinjajo s tem. Kaj se bo zgodilo z njimi? Se bo njim na kakšen način pomagalo? Govorim, ne vem, gospodu Jorasu in podobnimi, se pravi, ki bodo čez 6 dni tako rekoč pripadli hrvaškemu ozemlju. Ste mogoče razmišljali tudi o tem, ker glede na to, da če se ne strinjajo s tem, znajo biti tudi tam težave. Torej, arbitražna razsodba je dejstvo. Mi smo se vsemi temi prebivalci pogovarjali in tudi sledili njihovim željam. Tudi glede gospoda, ki ste ga omenili, smo sledili željam, ki so jih dejansko tudi navedli, tako da imajo enake možnosti kot vsi prebivalci, na katere se nanaša arbitražna razsodba. Kakšne so te možnosti konkretno? Torej, v zakonu so navedene od pravic do socialne pomoči, do zdravstvenega zavarovanja, povračila vseh stroškov, v končni fazi tudi možnosti izbire prebivališča. Konkretno so tudi želeli, da pridobijo dolgoročni zakup na zemljiščih sklada, da lahko odkupijo zemljišča. Veliko teh pravic je v tem interventnem zakonu, ki se tičejo tudi teh oseb. Bo zemljišče od sklada kmetijskih zemljišč Onstran Dragonja še zmeraj last sklada kmetijskih zemljišč ali bo to hrvaška lastnina? Zemljišče je last sklada kmetijskih zemljišč, oziroma je last Republike Slovenije, upravljalec je sklad kmetijskih zemljišč. Na podlagi pogodbe, ki sta jo podpisala Republika Slovenija in Republika Hrvaška, ostaja to last Republike Slovenije. Kaj pa to, da je zakon predvideva za vsa naselja, vse regije enako odškodnino? Je pa velika razlika v ceni nepremičnin. Tisti, ki si bo moral v Sečovljah zagotoviti lastnino, bo moral plačati veliko več kot recimo nekdo v Razkrižju. Res je. Tukaj smo se pogovarjali z prebivalci teh območij. V zakonu pa moramo določiti enake kriterije, se pravi, je potrebno na enak način določiti pravice, ne moremo za vsakega individualno jih določati. Predvideli smo 2 kriterija. En kriterij je površinska meter, ki se uporablja pri dodelitvi družbenih stanovanj in pa povprečna cena vrednosti stanovanja. Prvotno je bilo razmišljeno, da bi ti zneski bili oziroma da bi bilo možno tudi brez njihove lastne participacije, vendar nas je služba vlade zakonodaje opozorila, da bi v tem primeru šlo za neupravičeno obogatitev in se predvideva, da je potrebna tudi lastna participacija. Tako da iz tega naslova smo potem določili enaka merila za vse prebivalce. Lastništvo teh nepremičnin pa ohranjajo oni, ne? Mislim, da še naprej njihova last, ne? Oni ohranjajo te nepremičnine, na podlagi katerih morajo potem sami participirati, da si zagotovijo tako prebivališče, kot si ga pravzaprav oni sami želijo. Je že znano, koliko je družin, ki bi se preselile na slovensko stran mogoče? Ko smo se prvič pogovarjali tako na tem območju kot ostalo območje, je bilo na vseh 3 območjih po 4 gospodinjstva so bila.
lahko pa, da se to tekom, ker imajo eno leto imajo čas, da se odločijo, lahko se tudi to spremeni. Ni enostavno za ljudi, da zapustijo svoj dom, tako da imajo eno leto časa, da se glede tega odločijo. Se pravi, tu ob Dragoni 3 družine? Štiri gospodinjstva so se odločala. Tukaj so lokalne skupnosti pripravljene seveda jim pomagati in sodelovati pri iskanju tega. Potem je pa seveda 3 leta rok, da dejansko to ljudi izpeljejo.